Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika ureja področje tolmačev za slovenski znakovni jezik. Poklicni profil lahko posameznik pridobi z nacionalno poklicno kvalifikacijo, ki pa določa vstopne pogoje z zdravstvenim stanjem, v katerem je naveden tudi zdrav sluh. Društvo učiteljev gluhih Slovenije je sprožilo pobudo o spremembi kataloga in vstopnih pogojev, a do sedaj niso naleteli na razumevanje strani za to pristojnih inštitucij. Gluhi tolmač, ne moreš ti biti tolmač, ti si gluh. O ne, s tem se pa nisem strinjala. Gluhi tolmač obstaja že odkar obstajajo gluhi. Kakšna je razlika med kompetencami gluhega in slišečega tolmača? Slišeči tolmač posluša govor in ga potem pokaže v znakovnem jeziku. Gluh pa gleda nacionalni znakovni jezik in potem prilagodi se gluhemu uporabniku in prilagodi znakovni jezik. Tudi znakovno podprt nacionalni jezik slišeči tolmači dobesedno kretajo, gluh tolmač pa bolj prilagodi se gluhemu uporabniku na drugačen način. Ali bi predstavila situacijo gluhih tolmačev v Sloveniji? Pač za gluhe je pomembna dobra komunikacija, zato mora biti kretnja prilagojena gluhim in neslišečim. Se pravi, še enkrat poudarimo, v Sloveniji nimamo uradnih gluhih tolmačev, nimamo uradnega izobraževanja, država ne plačuje za storitev gluhih tolmačev, niti izobraževanja. Gluhi tolmači niso vpisani oziroma omenjeni v zakonu in gluhi tolmači tudi niso vključeni v združenje tolmačev. Na posvetu so sodelovali predstavniki Slovenije, Madžarske, Hrvaške in Litve. Tisti, ki se posveta niso mogli udeležiti osebno, pa so sodelovali virtualno. To pa je prvič za mene. Hvala za izkušnjo. Rad bi vam pokazal, kako znakovni jezik mora biti enakovreden govorjenemu jeziku. Spodbujamo, da bi gluha skupnost se pač borila za to. Spodbujamo tudi zaposlovanje, izobraževanje enakovredno slišečim. Načrt je, da morajo biti slišeči in gluhi tolmači v vsaki državi vključeni skupaj v združenje tolmačev. In podpirajo drug drugega. Zelo pomembno je, da so tudi gluhi tolmači v vsaki državi vključeni, da se kakovost dela hitreje napreduje. Dober primer prakse so gluhi migranti in begunci. Upam, da bodo gluhi tolmači v Sloveniji priznani in iz strani združenja tolmačev dobijo podporo. Slišeči tolmači izobraževali ter bili povezani skupaj, napredek je zagotovljen. Poleg številnih zanimivih predstavitev in predavanj je bila vrhunec posveta zagotovo dvodnevna delavnica za tolmače znakovnega jezika pod vodstvom gluhega tolmača iz Litve Arunasa Bražinskega, ki je udeležencem predstavil vaje za kakovostno posredovanje informacij ter potek sodelovanja med slišečim in gluhim tolmačem. Delam kot veliko na različnih področjih, delam kot klicnem centru, kot tolmač, kot direktor, sem tudi gluhi tolmač. Poleg tega v EMSL-ju v skupini delujem, v delovni skupini. Danes znakovni jezik tolmač je torej profesionalno delo, je to neka nova tema, ampak mi gluhi ljudje imamo veliko izkušenj kot gluhi tolmači. Jaz, na primer, sem že od rojstva, od majhnega, bom povedal pač eno zgodbo, v šoli za gluhe. Ni bilo prepovedan znakovni jezik, oziroma je bil prepovedan znakovni jezik, ampak je bila urana metoda, to sem lahko spremljal, ampak temo sem dobro razumel. In ko so govorili, sem spremljal urano
Imel sem pa sošolce, ki niso dobro razumeli. In ko sem videl, da ne razumejo, sem jim jaz petni razlagal. Bolj sta se pogovarjala, dodajo se stvari, pomagal učitelj. Učitelji so bili zelo hvaležni, da sem tolmačil sošolce. Tako da imam, da sem deloval vse. Ob zaključku so organizatorji pripravili tudi pobudo za resolucijo, s katero so se udeleženci zavezali k formalni uveljavitvi poklica gluhi tolmač.